Kaj mislite? Evropski kmetje izpolnjujemo najstrožje standarde kmetijske predelave. Naša zdrava hrana je najbolj cenjena izven Evropske unije. A si želimo kmeta za soseda? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Ob robu sejma Agra je bilo v medijih povzeto razmišljanje kmetovalke, kjer je kmetovanje družinska tradicija in vir preživetja. In je njeno razmišljanje naslednje. Moj oče mi je večkrat govoril, zakaj se je odločil biti kmet, ker je lahko delal in sam razmišljal, kaj je najbolje za njegovo živino in zemljo. Zdaj temu ni več tako. Delaš tako, kot ti drugi rečejo, da dobiš podporo. Vendar ti drugi ljudje bi morali nas kmete braniti, biti z nami, za nas. Pa je tako. V zadnjem času je veliko govora o skupni kmetijski politiki, zakonu o kmetijstvu, strategijah vertikalne povezanosti v prehranski verigi. Vse nešteto je nastalo z zavedanjem, da moramo nekaj spremeniti. Zato so se oblikovale nove strategije in rešitve, ki pa so velikokrat birokratske in v praksi pogostokrat niso izvedljive. Nikjer pa ne zasledimo oziroma je v naštetih usmeritvah zelo malo govora o raznolikosti slovenske pokrajine iz vidika, da se kmetje pogostokrat soočamo s situacijami, ko je tudi odprto vprašanje, ali si želimo kmeta za soseda. Pravilen odgovor bi bil, seveda, absolutno, zato ker kmet skrbi, da imamo na mizi zdravo, predelano hrano, skrbi za dobro počutje in nego svojih živali, skrbi, da so polja in travniki obdelani, da je negovan gozd, da se divje živali v svojih zavetih varno počutijo. Skratka, da je naša pokrajina tako zelo lepa, kot je. Marsikoga, ki se preseli na podeželje, moti način funkcioniranja kmetijske dejavnosti v podeželskem okolju, predvsem določeni vplivi na okolje, za katere pa obstajajo strokovne podlage in pojasnila in tudi izhodišča, kako zagotoviti dovolj zdrave, lokalno pridelane hrane. Zmanjševanje evropskega živinorejskega sektorja bi hkrati pomenil večji uvoz mesa iz drugih kontinentov, kjer ima pridelava bistveno večji vpliv na podnebne spremembe kot v Evropi. V Evropi je živinoreja odgovorna za 7,2% emisij toplogrednih plinov, kar je veliko bolj učinkovito kot svetovno povprečje, ki znaša 14,5%. Evropska zakonodaja o dobrem počutju živali je ena najnaprednejših in celovitejših na svetu in bi se pri uvozu mesa od drugod morali vprašati, v kakšnih okoliščinah so bile živali tam rejene. Profesor dr. Peter Raspor je na enem izmed omizij Wilfried Martens centra za evropske študije dejal, ko bodo potrošniki kupovali tako, da bodo vedeli, od koga kupijo, ko bodo sami videli, kako je bila ta hrana pridelana, šele takrat bodo razumeli celoten cikel in se bodo lahko aktivno vključili v prehransko verigo, je dejal. Če bomo izobrazili potrošnike in se bodo le ti zavedali, da jim lahko nekaj ponudimo, in ko jih bomo tudi naučili, kako naj v tej hrani uživajo, potem bodo posegli po njej. To je del naše kulture in na tem moramo delati, je prepričan profesor Raspor. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost.